Pozdravljeni v še en video in danes bom povedal, kako se pridružiti našemu serverju in kako igrati na njem. Ta video bo razdeljen na tri glavne teme. Prvo, kdo bo sploh bil na tem serverju, na to, kako igrati ta server in kako se mu pridružiti in na to posebni eventi na tem serverju. Tako da predlagam, da kar začnemo. Če je vaše ime zdaj v tem trenutku tukaj pokazano, pomeni, da ste bili izbrani in da se lahko pridružite temu serverju. Torej, kdo bo lahko igral na tem serverju? Ja, zaenkrat se ni dosti ljudi javilo, tako da bom v bistvu ta video objavil kar na YouTube kanalu in ljudje bodo se lahko prijavili. To bo v bistvu narejeno preko Aternosa, to bom potem razložil, kako se še vse to v bistvu narediti, ker jaz ne mislim plačevati 20 € na mesec za server. Ta server je seveda Java only, verzija 1.21.5. Ostale stvari bom pa povedal takrat, ko se vidimo v Aternos programu. In zdaj sem na Google in zdaj bomo napisati Aternos. In ko napišemo to, kliknemo v bistvu prvi link, kliknite igraj. Na to imate pa tukaj dobrodošli na Aternos, pis in vi napišete sveti subscriber, geslo je identično, sveti subscriber, naredimo pis in tukaj imamo potem ta server. Kliknemo to in tukaj imamo v bistvu vse stvari in potem samo kliknite zaženi. Mogoče boste mogli pogledati reklamo, vsake toliko ja, vsake toliko ne. In potem to nekaj časa rabi in ko se v bistvu obarva zeleno, vam postoji sporočilo, greste na Minecraft, torej na 1.21.5, greste na Minecraft na 1.21.5, napišete add server, ime mu lahko date kakor želite, prekopirate tale link, date kot server address oziroma IP in potem imate ta server, kot vidite tukaj. Zdaj v tem trenutku ni on, da se še vedno da, kot vidite zdaj se je dalo in zdaj lahko kliknemo in smo na serverju. Mogli boste sprejeti ta texture pack, ker mislim, mora biti v glavnem tako kot je. V glavnem, to je spawn, tukaj boste se vi spawnili, mislim, da direktno na tem bloku, naprimer zdaj, če vidite, če se jaz ubijem, ja, mi bo spawnalo direktno tukaj, oziroma en blok bolj tja, očitno, v glavnem, kakorkoli, ne naredi neke velike razlike. In ko boste tukaj, v bistvu to je nekakšen kao spawn, lahko se greste malo pogledati, mislim, ni nič kaj takega posebnega. Na to napišete RTP, torej tukaj imate v bistvu ta koment, torej RTP, to pomeni, da vas bo teleportiralo, v glavnem nekam daleč, naprimer, ok, zdaj mi je našlo en location, ok, kot vidite mi je našlo tukaj location v nekem forestu oziroma nekem oak forestu, torej hrastovem gozdu. Ja, teleportirate nekem random, naprimer zdaj sem v bistvu 2000 blokov stran od spawna. In pol seveda lahko vse normalno delam, igram normalno survival ali pa igram tudi za prijatelji, si dobiste na nekaj lokaciji, igraste. Jaz bom, kot veste, snemal na tem serverju, kar je, mislim, in tudi igral, kar po mojem pogostu relativno. Kot vidite, imam cherry blossom, to je insane, z malo komentarji. Tako da v bistvu, ja, ena stvar še je, ki vam moram povedati. Torej, na tem serverju je par datapackov, naprimer glave, naprimer, če me nekdo zdaj obdil, bi dobil mojo glavo, kot kao neki spomenik oziroma kot nekaj. Samo en mace je, samo en je lahko craftable in enchantment dobi tisti, ki ga dobi. Tako da, ja, na serverju je tudi v bistvu na serverju je v bistvu tudi datapack, da naprimer, če grem zdaj svoj survival in uničim eno drevo, uničil bom en oak tam, torej en crust tam. Se sekiro, vse kot vidite, uniči vse. To se mi zdi, da je malo boljši datapack kot ostalih Timber datapackov, ker v bistvu ne povzroča nobenega lega, kot vidite. Deluje čisto vse ok. Kot vidite pa imam, tudi če si ne vem, če bi si jaz zdaj zgradil hiško, recimo, da imam jaz tukaj zdaj nekakšno hiško, ne vem,
ko imam to hiško in lahko jaz napišem v komande set home. In tukaj imam zdaj hišo. In vedno, ko grem nekam, tukaj nabiram malo lesa, pa sem zelo daleč od mojega doma. In ne vem več, kje je moj dom. Lahko napišem samo /home in me bo teleportiralo direktno sem, kar je v bistvu zelo super. Za nas to hiška malo niček, ni najlepše. Kot vidite, pa so na serverju tudi legendarna orožja, za katere še noben ne ve, kjer obstajajo. V bistvu na koncu tudi jaz ne vedel, ker bojo se skrili koordinati, zato bom tudi delal video na tem, to mislim, da je eno izmed tehnik, kako tako bo izgledal. In tu bo neka legendarna orožja, mislim. Tako da, bo vse prišlo v svojem času. In to je v bistvu bolj kot ne vse za ta video. Bil je malo slabše zeditan in malo v bistvu slabše nasploh narejen. Tako da joinajte se serverju in se slišimo.